Še enkrat namig, sneg je, glej zunaj sneg je, morda spomnim, še enkrat namig. Gremo vsi! Znate? Da slišimo, kako pojete. 3, 4! Hodil po zemlji je naši in pil nje prelesti. Iskal je zavetje pod strehom dobrih ljudi. Njimi podajal bi hleb, nagibal iz čaše, ki hrepenenje z veseljem na pol si deli. Mladi duši se okušati mudi. Zdaj plazi po grudi se blatni, strt od bolesti. Ponižan, izdan, od pohlepa obran do kosti. Proč od krdela volkov, ki se kolje med sabo. Hlapec Jernej za preužitek se več ne bori. Kar je hotel, kar je upal, kar verjel, se prehitel, se zamudil, zaman želel. Stara duša, ki posluša svoj nemir. Stara duša, ki poskuša naš pancir. Duša stara, ki brez para se vrti. Duša stara, ki ne mara, da se jo duši. Kak dolga, dolga je ta pot, ki me vodi tja do doma. Saza se je ne izbil. Me čaka mamica, stara vira, vira, Podobno, Glory, aleluja, pa še kakšne davke. To je ena pesem, ko so izgnanci peli. No, vse sem vedel, da so vzeli nekaj. Pa mislim, da je z prve svetovne vojne, ampak ne bom zdaj o tem, ker niste razpoloženi za te stvari, tako da bom jaz to zložil, pa bom naredil solo ploščo. Duša
Ko si tako šparov naratal ti? Pička Le koliko nas je ti? Če ne boste vse Dobro, da si požrli, kupil še jaz 2 kile perutnine. če ne boste vse Samo požrli, vas bom Ja, še to. šel pa bravo. Samo to. Bravo, ajde. Flik nas je hotel s tem... Ja, Daj to na zakaj. pa tako ko služimo, fajn. Ej, junaki, veste zakaj smo mi teh 18 let se matrali? Da si je Flik nameraval s tem 7 nahraniti. Flik, ti imaš kompleks boljšega, eno? Da si jo te zapomnili, dan smo vas 2-krat na fojtro. Ove trsne. Od zdaj naprej bomo napeti na kopravni del. Vse, veš, je bilo malo drugače. Zajedno, tako me nima navadi. Flik kipo. A ja, nimaš avto. Kaj živim, kaj čupa? Viš, tole, Glej, kam je flik dal, kipo. To imamo za Si bil kaj pribiči, zemiš? Aj, kdo škajlice male zdrav? Rudi, Guilty. As charged. z najboljšo voljo, ne? Tudi s kooperativnostjo, dvomim, da bomo take neke sekvence lahko posneli, ki bi bile razen, če se dejansko zmenimo, da Pa vsak, izpostavimo. da naštudiramo, veš, da malo razmišljaš prej. Nismo toliko spontani, ne? Mogoče ne zmeraj, znamo včasih biti, ampak prej ne kot ja, ne? Družica si bila, sada više nisi. S vremena na vreme, kao da čuješ stope, ko da ideš preko moj. Branja s vremena na vreme, naš napuštaj materinu, i nisi više moja draga. Sevno, čest! Formula uspeha ni dva. To si ti bolj kompetentni, kot si od samega začetka. v bistvu. Ves čas smo uspeli od sebe dajati ene komade, tako da praktično ne pomnimo nekega daljšega obdobja, ko bi bili pozabljeni ali pa ko bi bili čisto ob strani. Enostavno smo vsako leto, vsaki 2 leti dali od sebe vsaj en pol hit, če ne hit, ki nam je omogočal prisotnost na sceni, ki nam je omogočal, da smo bili deleženci festivalov, masovnih koncertov in tako dalje. No, to je stvar, ki vodi recimo k uspehu, ne? Druga, ki ga je bremzala, je pa ta. Kot sem omenil, začelo se je s heca, nismo imeli prave predstave, kaj bi počeli in bili smo popolnoma neizkušeni na tem glasbenem področju. Mi smo se dejansko morali naučiti igrati, stati za mikrofonom, postaviti neka glasbena razmerja, da je vse skupaj koliko toliko zvenelo, recimo, da band rabi tonskega mojstra, ki bo poskrbel, da vse skupaj zveni ven do neke mere, da Da rabiš ne smeš pred špilom spiti vse, kar ti prinesejo, ker pol ta špil ne bo funkcioniral, tudi to fazo smo morali dati skozi. Kar je odgovor tudi na to, zakaj nam ni v štartu kar na hitro ratalo. Enostavno nismo bili zreli, ni nam moglo ratati, ne? Bili smo za nič. A veš, kaj hočem in jaz vem, kaj želiš. Zakleneš me tja, kamor sonce ne posije, ker cveti najlepša roža poezije. To je zdravo. Živjo! Prvič v Stili Hendrix. Je! Bog me! Res je! Si! So prišli tudi ostali, ki smo jih čakali, ki bojo tudi nastopili na velikem koncertu, ki bo 15. marca. To so skupina Escobars in skupina Mi2. Koliko je se moramo šli naprej! Mi dva, Jernej, Tone, Egon, Robert, Igor, sem napisal prav? Kdo bo govoril? On je Ugor, ni Igor! Enostavno črnem, da sem te imel, s svojimi mislimi čisto nezgorel. Verjela si, da vse bo, kot je bilo, jaz pa v mislih sem imel le eno črtico. Za enostavno črtico sem te imel, s svojimi mislimi čisto nezgorel. Verjela si, da vse bo, kot je bilo, jaz pa v
midva uživa na Valu Radia Koper v oddaji Radio Live. Najprej ste bili nek reperski, oziroma kako bomo temu rekli, ruralno-reperski duo, zdaj ste pa čisto pravi ambiciozen rock band. Najprej sva bila dva soseda, ki jo je muzika obšla v takem zelo dolgem loku. Ne? Vse, kar smo znala, je bilo vklopiti en star synthesizer pa gramofon in na tistega napisala tole črtico, ki ste jo pravkar slišali. Vse ostalo znanje pa je nekje ob strani obstalo, dokler ga ni obudil band v tej isti postavi približno 2 leti kasneje. 20 let bo, drugo leto. Ja, res je. Imate težave s tem, da so vaje in ustvarjanje postale rutina? Nikoli ni to čista rutina, ker se zmeraj nekaj novega spomniš, sploh v bendu, ki ima tako visoko stopnjo kritike, kot je naš, ne, ki komaj čaka, da en drugega malo spodbode, pa mu reče, stari, to je pa čisto stranje, kar si napisal. Ne. Je napisati vsak nov komad en nov izziv in zaradi tega vztrajamo. Predvsem za tebe se mi zdi. Ne bi bil povsem prepričan. Torej, glavne bitke med vama dvema vidim. Ja, kadar ni na sceni kitarista, basista pa bobnarja. Spomnil sem mogoče enega dogodka, priljubljene demonstracije v Sloveniji. Izredno nezadovoljstvo, ki se je nakopičilo nad situacijo, ljudje so bili na ulici. Jaz sem vso tisto obdobje čakal, da se pojavi punk band 18-20-letnikov, ki bo z enimi dosti bolj udarnimi besedami, kot si jih lahko privoščimo mi, pozival ljudi naj grejo na barikade, naj vzamejo puško v roke in naj konec koncev naredijo revolucijo, pa postavijo stvari na svoje mesto. Meni, kot državnemu uslužbencu s familijo, nedeljskemu rockerju, noben ne bo verjel, če mi tak tekst da od sebe. Čeprav mogoče bi mi bil v osnovi všeč mlademu, ki bo preprečeval svojo generacijo bodo, pa se ni zgodilo. Fenomen, ne? Težko je biti jezen, radikalen in primerno s temu iskren. Zelo posplošen, če ti oče pa če ti starši kupijo najnovejši model kitare, recimo, ko si ti to zaželiš. Ko si prej menil, kje je ta revolt, kje je ta bes, kje je ta jeza, kje je to uporništvo, ne le brez razloga, ki bi naj bilo imanentno mladim ljudem, ampak tu v konkretnem primeru uporništvo z razlogom. Ne? In kot je prej rekel, mi dva več ne moramo biti verodostojna, ker smo relativno zadovoljna pripadnika nekega sicer usihajočega, ampak vendarle še zmeraj prisotnega slovenskega srednjega razreda. Skratka. In mi dva dejansko res verodostojno lahko govoriva o temah, ki zadevajo to znajne pozicije, naše socialno-generacijsko okolje. Ne? In zato mi dva ne moramo biti glasniki novih generacij. Ne? Ne bo to vrelo. Odlična solata. Tako.
Kaj si kopajo? Enega še bom, pol se bom malo nazaj začel držati. Strejca, mogla pol tudi kitara biti strejc. V kadru sta lepa. No, če jedna, kako pohani še tu, kakva drobtina ni. Tukaj sta v zadnjem stadiju nastajanja albuma. 4 leta mineva, odkar smo izdali zadnjo avtorsko ploščo, zadnji avtorski album Rock and Roll. In dejansko je že čas, da na police pride nekaj novega. Veliko se je igralo, veliko se je nastopalo. Nekje pred 2 leti pa smo se lotili nastajanja, ustvarjanja pesmi za to novo ploščo. Morbidno veseljaštvo sta recimo označila v oddaji na Radio Koper, ko sta gostovala, da je trenutno nekako stanje v Sloveniji, ali bo to odraz plošče? Žal tega veseljaštva niti ne bo kaj veliko. Če moram zbrati eno besedo, bi rekel, da bo ta plošča precej trpka. Pa ne namensko. Pesmi smo pisali take in drugačne, na koncu pa ugotovili, da je izredno malo srečnih koncev v teh naših besedilih in da vsaka nosi s sabo nekaj trpkega, nekaj grenkega. To bo še neka največja rdeča nit plošče, čeprav daleč od tega, da bi si za njo prizadevali. Pesem, ki je še vedno aktualna, oziroma bo vedno aktualna iz vašega celega repertoarja, ki ga imate, kjer bi lahko izpostavili, oziroma izpostavljate. Sladka komet, nostalgija bo vselej, če dalje bolj prisotna, pa konec konca tudi hči vaškega učitelja zna biti, če dalje bolj aktualna. Enkrat letno ponavadi, ko zima umakne se pomladi, na tisti prav poseben dan, maknem jo čez gost teman. Naj jaz iskriti postojim, tišini gluhi obmolčim, skozi krošnje zrem nebo in pod sabo čutim njo. Bila je hči vaškega učitelja, njene oči kot nekoga travnika, njem bi se izgubljal spet in spet. Kratka, to je ta plošča je za dejansko za slovensko dušo, karkoli že to pomeni. Kaj pa za slovenske radije? Misliš za oba, ki nas vrtita? Mislim, da. Da nas bo ta še ostale naprej. pa, kak smo rekli pri herojih, kot si gleda. Jaz imam dovolj. Jaz ne. Heroj. To pa zato, ker tantrični seks prakticiraš. Vaškega učitelja, njene oči kot mekova travnika, njem bi se izgubljal spet in spet. Bila je hči vaškega učitelja, njene oči kot gladina jezera, vam bi se potapljal spet in spet, vam bi se potapljal spet in spet, spet in spet. Vodo pijem, po šnopsu dišim. In tako se je začelo. Približno, kaj jaz vem, 50 ljudi, zdaj jih je pa koliko? Zdaj jih je pa 3000. Ja? Kaj ste to naredili? Kaj 3000? Začelo se je s 50, zdaj je pa 3000 prodanih vstopnic.
Bo fajn plata, dober material, komadi malenkostno bolj resni, ker je bila recimo, ne vem, rock'n'roll, bo pa plata bolj konceptualna, no, ker una prejšnja plata je bilo od do, in tekstovno in... Kaj je to konceptualno? Kat, pojma nija. Konceptualno je... Vsi to govorijo. Konceptualno je to, da se en komad na drugega navezuje in da cela plata je celota. Vse to je to. Da novi komadi so dobro sprejeti na koncertih. Serejo. To je najbolj važno. Dobro, ti ne sereš toliko, ampak ne, mi trije obče seremo, zato ker nas dejansko boli kurac, kakaj je plata, važno je, da bo potegnala čim bolj v špile, zato ker na špilih delamo. Tako, koliko se novi komade igra po koncert? 4-5? 4 in ti 4 potegnejo dobro za sabo, ne? Vse je bil tudi hit, se je tudi hči vaškega učitelja, ker nismo mislili, da bo hit, ker je res... Tudi Stare duše je potegnil zadnjič, ne? Ker je murder balada, pa smo rekli, ok, dajmo tega ven, da je malo drugače, ampak je komad potegnil presenetljivo dobro, ne? Stara duša je pa že bolj v smislu midva, ne? Murder balada. Ostali komadi bojo pa čist fajn, ne? Imamo pa en velik hit na plati, ampak... Daš nekaj? Ja ne, pač eni bendi rabijo več potreben odro, eni bendi manj potreben odro. Ne govorimo zdaj o sanitarnih potrebah, ampak pač potrebe glede tega, da se bend na odru čuje, ne? Da se fajn počuti. Pri tem bendu se uporablja zdrava kmečka logika in ta kmečka logika funkcionira, to je prva stvar. Drugo pa, jaz pridem iz špila domov z več energije, kot pa iz drugih špilov, ko prej mi ščrpam psihično, pri njih pa ne. To je dejstvo. No, s tem se jaz ne bom stvar. Ti ne, jaz pa se. Meni je pa... Ti si še majhen, rast. Ja, še rast, še kaj povedal. Pa res niso komplicirani, no. Drugi se mogoče nosijo kot zvezde, večkrat se pa mi štiri lahko bolj zvezdniško obnašamo, ker nam to pripada. Ker smo zvezde? Ja, ne, jebi ga. Bravo. Flik, kolega. Evo ga, zdaj pa njega. On je kriv, Čakate že drugič, pogreta Janjetina. Vem, delamo intervju. Pa kak je intervju? Pa kurcamo vas. Pa intervju se dela po koncertu, ne pred koncertom. Vi ste v prvem štoku, na mizi imaš hrano. Boš, ja. No, o tem sem govoril. No, recimo, to, evo, recimo, da ti pride član benda, reč, da imaš kosilo, to ti drugi bendi ne bojo naredili, evo, vidiš. Ampak ti bo kosilo pojedli. Ja. Vse tam je že tudi blizu, tako da se požuri. Kje zadnje opozorilo, ne? Take it or leave it, ne? Kaj je bend zdaj, pa kaj bend lahko sploh še da, ne? Pri tem bendu, kar je recimo spoštovanja vredno, je to, da bend ve, dosegli smo, ne vem, svoj nek glasbeni, avtorski maksimum, ne? Ne bo šel bend z glavo skozi narediti nek komad, samo zato, ker mu pač mora biti na plati, ne? Z tega vidika, mogoče, lahko da bo zadnja plata, z tega noben ne ve. Lahko se zgodi, da, ne vem, Tonč pa Dimek, v bistvu ta glavna tekstopisca v bendu, čez eno leto dobi oba preblisk, pa napišeta tekste, ki bojo potegnili bend nazaj, ne? Če bi šli delati naslednjo plato čez 2-3 leta, pa če ne bi bilo materijala, pa če ne bi bilo neke volje pa ustvarjalnosti, verjamem, da bi bend rekel, ne gremo snemati te plate, pač ker ni materijala, nimaš več kaj pametnega za povedati. Najrajši sem pa speval bil, da gledal tvoje sanoče, skozi
je vino teklo v kri. Edino s teboj bil sem že, najrajši sem pa s teboj. Vsak se lahko enači z njimi, ker sami komadi so toliko napisana besedila, da prvič ljudje se najdejo v teh besedilih. Naj bojo družbeno kritična, naj bojo veseljaška, naj bojo pijanska v enem strani. Ljudje se s temi komadi vidijo se v njih, to je po mojem tisto. Zraven tega obnašajo se na odru skoraj tako, kot se obnašajo tudi v resničnem življenju, kolikor jih jaz poznam. In ta energija, če oni prenesejo to na ljudi, ljudje pol spet njim nazaj dajo in to je tisti lup. Ja, Tista čarovnija, ko je v bistvu v muski, da te... Razlika med velikimi bendi pa tistimi, ki naredijo res žur na rock festivalih, tudi na enodnevnih svirkah, je pristop. Ali si ti ljudina, prideš kot človek in na ljudi gledaš kot na ljudi, ki so plačali karto, ki so prišli tja zato, da se bojo imeli fajn, zato, da bojo poslušali pa ploskali po vsakem komadu, ali prideš zato, da si vzvišen, pa da si tam gor, da te to fila, prazni, karkoli dela s tabo, je razlika. S to razliko gradimo, ne samo kot band mi dva, ampak mi živimo to zgodbo. To je zgodba. Kdaj veš, da bo muzičar rekel nekaj pametnega? Takrat, ko svoj stavek začne z... Veš, zadnjič mi je Parodi povedal. Svaka čast. Pretački. Opa! Au! Najlepša hvala. Ti roža, a znamo še glasneje. A bomo ovekovečili to za večnost? 3, 4! Zadnje, kar nam kaj v tej državi dejansko manjka, torej, če se pa res ne potrebujemo, je še neko dodatna bipolarnost in neka delitev na kitaro in na harmoniko. Ja, ker moja teza je, lahko se tudi o tem še na kratko pogovorimo, je to, da je narobe, da to tolmačimo kot kulturni boj. Se mi zdi, da je pri nas to prisotno od nekdaj, ampak da se je zdaj zgodil tako kot pri, recimo, lahko izraz iz gejevske skupnosti uporabim, coming out. Slovenec je prišel iz omare, takšen kakršen je, in pravzaprav o takem, če se vrnem spet na midva, o takem podeželskem Slovencu pravzaprav
pojete tudi mi dva, ne? In mogoče tukaj je prišlo do tega stičišča in mogoče, če grem nazaj do kulturnega boja, tudi do neke sprave. Ne? Ja, krasno. Krasno. To bo te pošil. Ne, super. No, veš kaj, ta zadeva je tudi, kako si rekel, slovenski človek je stopil z omare. Točno, in to je zdaj tudi ta frustracija tega urbanega miljeja. Ne. Zdaj se nam je pa zgodil Slovenc. Ne. Dokler smo 30 let živeli v prepričanju, da harmonika sodi na deželo, na nedeljske popoldanske veselice, ne, in da to nima nobene veze z nami, ne, kultiviranimi Slovenci 20. stoletja, to je bilo vse ok. Dokler je ta harmonika bila nekaj getoizirana, recimo. Ne. Čim je postala harmonika mainstream, ne, so se seveda zdaj mnogi, na nek način tudi mi, stopili na zadnje tačke in zdaj javskamo. Ne. Ampak harmonika bo ostala mainstream tako dolgo, dokler bomo dejansko mi dovoljevali, predvsem z to neko slabo, šibko potenco lastne ustvarjalnosti. Ja? Ja, globoka. 3, 4, 5, 6. Živijo! Česte riječke! Bravo, živijo! Gremo še malo po mobilu. Ko me je en pocukal pa rekel, mater, jaz vas gledam na oder, mislim ste Jackie, pa take pičke pod odrom same mace. Pa kaj vam roji po glavah, veš, kaj se vam dogaja? Pa mu nisem tega odgovoril, ne? Ampak sem si mislil, da ko ti videl v mozak vsakega od nas, bi najverjetneje videl čist neko drugo sliko, recimo Srajca, ko špila, kak je fucking too old for this shit, ne? Dime, kaj bomo jedli po špilu, recimo, vse so nam prej že dali, ampak tisti je bilo bolj tak, zdaj bi lahko še nekaj, le kak smo rasturali. Prtonču je tak, po moje v kakem borovniškem viaduktu razmišlja, kak smo mogli Švabe naučiti, kak se podre, da ga nismo sami ali pa kak takega. Pri basistih tak veš, kak je B, 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 C, 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 D, D, D. Jaz pa zaradi svoje edine zdrave plati zadnje še lahko sedim, ne? Imam pa druge težave, recimo s svojimi 15 kilami preveč. Prosim, srček, zadnje 3 komade, daj zdrži. Saj ti en teden ne treba kaj delati, če na mail ne boš rabo iti, recimo. Ne? To nam roji po glavah na odru. Kako naj napišem pesem ljubavno, da ne bi se v patosu grela? Kako naj napišem pesem otožno, da bo vsaj malo vesela? Kako naj v par besedah povem to, kar bi rad? Kako naj kradem verze, da ne postanem tak? Kako naj v eni sapi izrečem, kar želim? Molim, ko ne prosim, sovražim, oprostim. Napisal bom šlager za dobro jutro, da vas slišim, fantje. Šlager za lahko noč. Napisal bom šlager za Kama Sutro. Šlager za prvo pomoč. Napisal bom šlager za dobro jutro. Šlager za lahko noč. Napisal bom šlager za Kama Sutra. Vse tudi ta program se mi zdi, da je prilagojen temu, da ni glih to čisti rock'n'roll. Čeprav še vsak je rekel, ne, tudi na akustikah vižgete. Ne. Glih zato smo naredili po eni strani tudi ta program, da tudi lahko greš na neke punkte, ki smo jih na nek način zgubili s tem, ko smo rasli, ki smo rekli, ne gremo več za neka sela, neke vukojebine, ki so bile pa po svoje zelo fajn. Ne? Ta kontakt z ljudmi v teh manjših krajih se mi zdi dosti večji. Ne? In to smo dobili nazaj s to akustično verzijo. Tak da. Rogatec, hum na sutli. Kam se pelimo? V Rogatec, to je ena mala mislim, to je eno zgodovinsko mesto, kjer se je rodil oziroma spočel
najboljši band, rock'n'roll band v Sloveniji, ki se imenuje Mi2, vedno jih mešam. Preko meje v Humu na Sotli imajo koncert na Humstoku. Humstok. To bo koncert številka 675 po vrsti v njihovih 20 letih. Pablo Rogatec. Tu pa že govorijo, da ni več Gemaje, ono drugo, ampak je tu prokleta čvajta. To je že konec Rogatca, ne? Tak je dolg. Ja. Kaj štadion. Kraju, mali ulici, stal je mali nočni bar. Tam si dobo, če si bil kaj sam, Luka že za mali denar. Glavna faca pa je bil Mačar, ko je tam tu pa tam igral. Zdaj se pa nahajamo na precej pomembnem prostoru v zgodovini skupine Mi2. Včasih je to bilo šolsko igrišče, to sta bila dva koša. Kar je pa najpomembneje, na desni strani je gostišče pri Pubiju, oziroma včasih je to bila gostilna pri Simu, to je res. Smo pa v tej zgradbi dejansko mi preživeli svojo mladost. V bistvu začeli smo že kot osnovnošolci, ko so bile te neke popoldanske matineje v disku, namreč to je bil prvi disko na tem koncu. Naj se tudi pohvalim, da smo kar 3 člani tega benda bili DJ-ji v tem disku in to so še bili časi pred CD-ji, skratka na kasete smo vrteli. Najdlje sem zdržal jaz, najslabše se je pa obnesel Egon. Drugače smo tu pustili svoje prihranke od štipendij od približno 15. tam do 30. leta. Za film. Pa dokler je trajal študij nekje, ni bilo petka pa sobote, da ne bi zašli sem. Od takrat, ko so nas prvič pustili ven, nekje v začetku srednje šole, pa pol, dokler se nismo poženili. Ajde, podebljaj to, stari, podebljaj. Vic je bil v temnem času, spodaj je bil disko, zgoraj je bila pa navadna gostilna, taka prava vaška gostilna. Ko se je zaključil disko pri 2, še pol imeli tisto, ko se je gori gostilna zaprta in smo tam čakali Zoro. Zore pa ni bilo, ker je delala v Slatni. Ja, delala samo dama. In smo bili ti tu od dana do dana, smo ti bili mi v tej oštariji, tako da je bilo prav fajn. Kompletno tole kletno je Dirnbekovo. Ja, je bilo včasih. Če bi bila stara begovska familija, to so bili taki stari. Moj oče je imel tu delavnico, kateri je izdeloval neke posebne variante elektromotorjev. Enega od teh prostorov, ki ga je že najel, ne pa še uporabljal, smo bolj izkoristili mi z benda, da smo imeli v njem vaje in nekaj komadov tamle med leti 97 pa 2000 je tu nastalo, med drugim tiste znamenite Toplice, pa kaj je bilo še na tisti plati gore, pa si šla, pa Gudek, Oda Gudek in pa tak dalje, ja. To pomeni, da so elektromotori vplivali na nas. Ja, dobro, v redu. Tu smo se odločili, da bomo električni bend. Ja. Jaz sem z enim svojih bendov tako raztural, da so me ovi stari dripci vzeli v bend. Ja. Zdaj pa kaj je? Lej, sam se sikarim, vse te nismo mi. Se mi nismo nekaj, da rasturaj. Da je boljša od drugih deset. Jaz pa hotel sem svet, svojo zvezda ujet in jo pusta počas.
nežna kot cvet, da je boljša od drugih 10. Jaz pa hotel sem svet, svojo zvezdo ujet in jo pustil počasi mene. Skratka, na nek način je ta zgodba rock'n'rolla v Rogatcu prehajala dejansko skozi generacije, skozi neke vrste ustno izročilo. Ti starejši fantje so dejansko nas podmladek na nek način vzgajali in smo bili seveda zelo pod močnim vplivom tega, kar so takrat poslušali recimo par let starejši fantje. In to nas je na nek način tudi izoblikovalo v tem glasbenem okusu. Tale trg tule gor, ne? Ja. Od tu pa nijem jaz ikakvih spominov. Dobro. Ti kar govori, Tonči. Tu me motite, jaz pa rabim koncentracijo. Tako seks, jaz rabim koncentracijo. Jaz pa tu prvič, tako da nimam kaj povedati. Če bo pa mali kaj mucno, pa kar ne bo tiho, ker to je tako, da bi se jaz pogovarjal o španski državljanski vojni. Meni osebno nikoli ni bilo žal, recimo, da sem odraščal v nekem takem okolju. Ne? In dejansko tudi zdaj, če bi imel še enkrat možnost nekega odločanja, kje bi rad gor raso, bi se verjetno odločil za nekaj podobnega. Ne? Konec konca nas je zaznamovalo tudi na ta način, da smo se v bistvu ta ekipa tu srečala. Ne? Ta zgodba, ki jo govorim, ni moja. To je zgodba vseh 4 ljudi tega benda. Ne? In v bistvu podobni sentimenti, podobni spomini, podobne fore, podobni štosi, vsi smo dali to skozi in jaz mislim, da brez tega, ne, tega skupnega imenovalca, ne, brez vloge tega okolja na naše odraščanje, dejansko ne bi bili to, kar smo. Ne. Dobro je rekel. Šolan človek, se vidi. Sem hotel še biti neko genius loci, ne, ampak to je bilo malo preveč, veš. Ne. Izgubljena iluzija, če zapisana skrivnost, hormoni, telepatija, tukaj ne pare most, reka se duši povedal, ko malo prznal, tu še bom, jaz bežati pred pogledom, to ljubezen mi dovolj. Tam, kjer sveta Margareta skriva misliš, da je leta. Ura moje Margareta, ti je moje dne. Pa veš kaj, recimo mi smo blazno radi hodili po gorcah, ne? Tako Rudekova, ki smo jo prej videli. To pa nekak ni kraj, ki bi punce do te mere privlačil kot fante. Kratka in pol ta grenkoba, ne, te udejanjenih želja in strasti je se pol tudi malo poznala v tej našem begu recimo v umetnost. Tako, ja. Veliko jih je pa recimo v pijačo pobegnilo, ker se niso v umetnosti našli. Da do njih 2 smo še bili kako simpatični, v 5 zjutraj, mislim, da smo bili zelo. Takrat, ko si sam pri sebi najbolj mislil, da zdaj si pa goden za to, da boš nekaj zapecal.
da vas slišim. Ko smo ravno pri alkoholu, ne, zdaj dajmo to mogoče malo bolj poglobljeno analizirati. Ne. Meni se zdi, ne, da so vaši refreni, tudi tistih trpkih štiklov, dejansko kalibrirani na 5 špricerjev. Ne, to je Sveta Margareta, ne, jaz sem to poskusil na lastni koži izkušal. Ta komad po 5 špricerjih dobi, govorim z stališča koncertnega obiskovalca oziroma prisotnega na neki žurki, ker se ta komad seveda ob primerni količini popitega tradicionalno zasučene, šele takrat ta komad dobi smisel, ne. Ta refren dobi tisti pravi zagon, ne. Tukaj noter je v prsih ena tista vibracija, ki tretji oko, tretji požiravnik bi lahko temu... Napisan je bil tako, veš, po 5. špricerju. Ja. Ne, mogoče hec. Ne, to je bilo resno vprašanje, da si ravno zveni zajebansko. Ja. Kdo si, kakšna, kaj počne? Laufi dor, laufi dor, laufi dor, laufi dor. Tako da so Rolling Stonesi stigli v grad, jebenti. In če jih da, snežaj odpreš. Kaj naj pa zdaj, Rudi? Govorim kaj, ali naj kar molčim in modro strmim zvezde? Sej bo. Sej bo. Ja, lej, Dimekova kitara, tinki, 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 ni nobenega tona. Če ste že vokalno bolj špeli, ko pojete danes. Jutri, ko bo publika 10 ali pa 15 minut prej gor 3 komade sprašiti, definitivno ne iz prve iti gor. Snemali bomo prvič v Sloveniji eno garažno varianto, kot se reče, kjer bo šel dvojni CD in DVD tudi. Ker pač nisem zmagovalec, ki vzame to, kar mu je všeč. Kot princeska pristoji, boš zapodla prst vreteno, princ prenese več krvi, izbere raje strel v koleno. Kot princeska pristoji, boš zapodla prst vreteno, jaz prenesem več krvi, izberem raje strel v koleno. V bistvu ugotavljamo, da če bi vi malenko zvadili, bi šlo to veliko hitreje skozi, ne? Je pa res, da to je pa rock'n'roll, zdaj nekaj ste se ne slišali. Ne vem, kje so najbolj odpičeni, ki so mi najbolj všeč, recimo liriki, pač besedila so mi še nekaj najboljša. Mogoče ratuje vse tako, da se vidi, da so že malo leti. Jaz spet za... Veš kaj, največja razlika se mi zdi, da je v besedilih. Še boljša so, še bolj globoka so, še več dajo. Z mano sama. Na odru pa pri vas se mi zdi, da od takrat, ko sta začela, pa do zdaj, ko jih je 5, da je to pač, to je to. To niso večni. Še malo prispešni. Oni so že zdaj legende. Star je en teden, zdaj je v zadnji fazi, da se pozdravi in čez en teden tako treba biti.
spomnili smo se, nekaj novega je treba narediti, novi izzivi spet. Mislim, da bo rada. Ja, 5 let že hodim na koncerte, od tistega usodnega klumpanja, konc 9. razreda. No. Zakaj ne? Zato, ker imajo take v bistvu pesmi, v katerih se lahko tudi vsak mlad najde. Ne? Najde se stari, najde se mladi in tista energija prisna, ki jo mi dvajevci dajo na odru, je pač tisto, kar te veže, da greš na koncert, da si pač jih še želiš poslušati. Zaspal je beli grad, zaspala je Ljubljana. Feeling je bil cool, Feeling je bil cool v tej rundi. Feeling je bil the best. Pa še to se pravim, ni napačno. Ni da si ti zdaj skrenil čist fauš, ne. Sam drugače gled... Prijazen si. Eno svojo špuro Eno svojo špuro si užgal. Tako Karl Narjavec, recimo. Ni da me zdaj zmotil iz tega vidika. Skozi megle iz krvi, bratovske na. Veš kaj, tu vseeno imaš tu vzadi, ne, da te nekdo snema, da je treba paziti, da je treba odšpila tako treba, ne, da ni. In bolj, ko se koncentriraš, slabše je ponavadi, ne. Se vzeme, tudi odkaj je bilo stalo, ne. Sem že bil malo počen, ampak... Če greš van, to biči Aleša. Se odhajaš, sem zmer počen. Odlaziš. To ni kriza srednjih let, to ni kaka moška vela, jaz sem samo zmerom bolj odvisen od vremena. Enkrat kako razpoden, drugič kot ta zadnja leva, jaz sem samo zmerom bolj odvisen od vremena. Čist drugačna zvočna slika je, ko pa recimo tu. Tu si bil dobesedno v studiu, pa sem imel malo publike zraven, ne. Tistega feedbacka od mase. Budi nervozen. Sem nervozen. Ne rabiš biti, sploh. Tistega feedbacka od mase, ko ga imaš na koncertu, ga nimaš nazaj, ne. Vsak normalen band bi 10 novih štiklov šel snemat DVD po enem letu špilavanja na koncertih. Mi pa... Nismo normalni. Mi smo pa abnormalni band, ne, in gremo, še plate nismo izdali. Mi smo pa pičke, pa jako dobre pičke. Ne, ja veš, ko ne može, ne, ja veš, razumeš. Daj 10 karata. Nikoli ne veš, če bo čez leto ni še živi. Ja, za vse. Ajde, ja, malo pišete se. Ideš malo? Ja, gremo sad, pa ne. Ja, na Sekretu se je koktejlku snemal, ampak mi tega ne bomo počeli, mi bomo zgolj lulali. Danes sem dobil tole, ker sem imel nedavno rojstni dan. Vse Ali sem v tej pesmi jaz? Drugi krog torej. Ali kak neznan junak, odvisen od vremena.
Boste razumeli, ni nič posebnega. Pričakamo naslednjega, ko pride. Adijo, Rudi. Adijo, punce. Čau. Kmalu nasvidenje. Nasvidenje. Ajde, vedi akcijo. Čau. Pa je šel. Pa si šla ti, mater. Dragi midva. Dragi midva. Dragi midva. Dragi midva. Po koncertu se mivamo na WC-ju, ker je dime kot šov. Jebi ga. Zdaj je šov. Jebi ga, vsak ni zabave. Pač pogoče mater, ga spojen. Ampak sta hvala za Jacka. Ja. Ta nam je precej pomagal. Ja. Ampak vseeno bi rada rekla, da jih imamo rade. Ti me za praznik, ko si me zbujala takrat, ko 1. maj je bil, zelen jurek gradovih trat. Bosa sva ležala, gola pozabila na mrastu, a se še spomniš lučk, ujetih v kitar tvoj glas. Preden se vlaju je čas, saj te ne obsojam, seveda si ravnala prav, si pač odšla za njim, ki ti bo lahko nekaj dal. Čudovita žena v zavetju krasnega moža, ki lahko kupi čas, ki zna, ki zmore, ki ima. In ne opazi, ko te ni doma. Zbudi me za 1. maj. Zbudi me, ko stal bom nanj. Veš, jaz pa ostajam brez skrbi svojega sveta. Pet med gostilno dom in hladna jutra delavska. Brez velikih ciljev, brez lažnih upov in želja. Sanjam pretekle dni in čakam jutro praznika. Ki ga še vedno ljubim za oba. Zbudi me za 1. maj. Zbudi me, ko Živijo, Tomče. Živijo. Živijo, prijateljčki. Živijo. Oh, long time no see you. Ja, smo mešali. Jo, to? Smo presekali dveh popoln. Pa zakaj naslov čista jeba, res, meni pa se zdi, kurba, pa da ni tak šlo, veš? Pa naslov je lahko lanski sneg, komentarca o Da Tonču. vidimo plate naslov lanski sneg, evo. Ali pa ne. Veš, kak naš Divek pride v band? Naredi ga. Kdaj je ta deadline za album? 15. oktober. To bojo v stresu totalno. To je najboljša muza. Časovna stiska je najboljša muza.
Preprašeno zastav, preprašeno grmenja. Prašeno grmenja in hribot tretja. Za sabo puščam črno noč, a dež je zdaj na moji strani. Otroka prednikov me brani, odžeja in povrnem moč. Štajersko nebo umiva zora, življenja kot da samo nosi reka. Velike zgodbe malega človeka, sončni vzhod, nič več, nič manj. Še eno jutro izpred mnogih je, svet bogatih in ubogih. Recimo od nas se že kar nekaj let pričakuje, da smo recimo temu družbeno angažirani, kritični. Ne? In mogoče smo to, da posledica predvsem plošče Dobrodošli na dvor, ne? Ki je že sam ta naslovna pesem, pa pesem Zbudi me za 1. maj, kjer smo dejansko se dotaknili nekaterih tem, nekaterih vsebin tega prostora, tega časa, ki si praviloma ostala glasba izogiba. Ne? Ko smo se z njim tudi pogovarjali o besedilih, ne? Tudi o nekem konceptu, ne? Ker ta plošča je mogoče prva konceptualna, malce bolj konceptualna plata, kot so bile pa doslej, smo pa dejansko nekje začutila neko dolžnost, ne? Dolžnost, da vendarle kot avtorji, ki imamo neko moč, neko priložnost nagovarjati ljudi, izražati neke svoje misli, morda svojim razmišljanjem tudi vplivati na okolico, da vendar čutimo to dolžnost, da se odzovemo na razmere v tem času, na te anomalije. Zdi se mi, da tudi ljudje od nas pričakujejo, da v teh časih nekaj povemo o času, ki ga živimo. In kaj boste povedali z albumom Čista jeba, da je skupaj čista jeba? To bo primarni glas za vas. Ja, bomo dvignili. Ja, Dušan, tega ti nisem povedal, ne? To je pa zdaj še dodatna izdarija. In samo piši. Miha se suklico. Ja, seveda. Kdo se je imel brez njih? Yes. Ti boš tudi nastopil, tako da vse. Glavno bomo tako odreagirali, da bom jaz pravil vmes, kaj naj kdo naredi. Pripravljeni? Pripravljeni. Ajde. Ja, vali gremo. Še se kar ukide mimo, tam pridi zdaj. Jaz že? Ja, pridi. Dobar dan, kak je? Eno pivo bi prosil. Pridi. Kako bi vedla, kako bi znala, isto noč bi Ali pridi. Tiho
Zleknjeno sebi, brezpoznano čisti jebi. Prav usoda je hotela, da predolgo sta trpela. Njega grozno je dajalo, ko je gledal sladko zalo. Ona pa je hodla k maši, a pri maši mašnik straši. Na življenju vzdržen nebo, si nakopljen čisto jebo. Čista jeba, to je čista jeba, ko si krati čisto blizu, pa tak daleč od vsega. Čista jeba, to je čista jeba, ko si krati čisto blizu, pa tak daleč od vsega. Rudi, kaj si naredil, si naredil? Pali svetla! So svetlo borbali? Ne. Dragi naši, mi dva stopa na čista jeba turnejo, prvič letos in tudi zadnjič letos. Pluvaš. Še enkrat. Svoj je bil. Briš se. Daj hitro. Čista jeba tur je pred vrati. Potrkajte, dobrodošli boste. 6. novembra v Celju. seljačino. Kaj je zdaj? 8. Kaj bo zdaj zapeljeno? Povemo, ajde. 3, 4. Čista jeba! Zdaj za vas. Čista jeba. Zdaj malo, prosim, če veš, stran tisto, ja. Ne bo gor direktno. Bistvo tega benda je tole, tu s nami. Hrana. Okrog hrane se največ mailov zavrti. Tako da, ne okrog, kamo špilali. Ko smo pripravljali zdaj program za letošnjo turnejo, kere komade bomo igrali, smo se zmenili približno v 5 minutah. Okrog tega, kaj bomo jedli, se pogovarjamo že 2 tedna. Doma me maltretirajo, pa sekreto špilam, pa komade sem na WC-ju naredil. Večino. Ja. Smo vedno trenili. Pozitivno. Ne vem, pri meni mora vse štimati, na efekti morajo, vem, da morajo delati, kitara mora biti naštimana, moram biti koncentriran, kjer je prvi, drugi, tretji, četrti komad. Tisto se mi zdi, da moram nekako imeti, če na kakem koncertu to nisem imel, enostavno je večja možnost napake, no, da narediš, pa to ne rad delam, ne, tisto, ne počutim se fajn, ko gre kaj narobe. No. Lej, ne vem, ne znam ti razložiti, zakaj prije do tega, da nam publika, ne vem, tisto, ko se reče, je z roke, ne. Pojma nijemo, imamo take komade, ali smo toliko priljubljeni, lej, enostavno je pač to tak. To se je zgodilo v teh 20 letih, da so ljudje, recimo, nas vzeli za svoj band in to nam pač enostavno ratuje zdaj, hvala Bogu, no. Mislim, veliko smo delali za to. Zajebi ti tekst, Dimek, i tvoje i moje. Zajebi ti srajčeno muziko, kura se skup.
Band, če hoče rad popularen, mora imeti en plesni vložek, ki ga ob tej priložnosti dolgujemo našemu zvestemu, cvetličnemu doncu Aronu Vraniču Mikro. Zato je zdaj tudi konec ugibanja in skrivnosti, zakaj se temu plesu reče Mikrodance. Ja, to je pa mikrodance, ker je naš mikro ga je izpopolnil, ampak ne vem, to je taka tipična, ne. Najprej sem se hotel malo ponorčevati, najprej hotel sem v bistvu gestikulirati ostalim v bendu, ne, kak s komacem naredili. To je za na Eurovizijo, in pa sem tudi tam bil neroden, ker nisem znal v ritmu, ne, in je prišel Mikro, ne, naš Rodi, in je lepo pokazal, tak, Tonč, tak, in zdaj vsi plešajo, in to je zdaj mikrodance, jaz sem pa njegov glavni promotor. Jaz sem načeloma to zadevno precej konzervativen, ne. Spoštujem neko hierarhijo, spoštujem neka pravila, sem legalist, recimo, ne, nisem tisti punker po duši, ne, tudi hipi, ne, v bistvu, jaz sem uradnik sem po naturi, ne. Ampak se tega zavedam, očitno se do nekaj način tega sramujem in pol pač to izražam recimo s tem, da nosim brado v protest proti misicam. Počečem pa ti protestiraš z nošenjem brade? Mi dva rešujemo svet. Pred čem mi rešujemo svet? Pred misicami. Z brado? Mi z brado. A ja, mi z brado. Veš, kot nisem zastopil pravo. To me jebe. To ni tak glasno poredko, da ti ne zastopiš. Ja. Je pa res, da imamo v bendu še kakega košeretka. Glej, na koncu bomo pa reševali svet in slovensko glasbo pred mi dva, ne. Mi nobenega ne ogrožamo, Tonček. Zakaj smo mi tu zdaj problem? Zakaj bi mogel svet reševati pred nami? Jaz me zmedno, ne morem več suvereno razmišljati v življenju. Mislim, verjetno znam kakve stvari boljše početi, kot se baviti z rock'n'rollom, ne. Ampak, evo, tak je to naneslo. Medtem ko Igor, to pa res moram priznati, je pa, se mi zdi, med nami edini res rojen muzikant, ne. Pa s tem ne mislim zmanjševati vloge ostalih muzičarjev v bendu, ampak Igor je pa dejansko res. In zato mu tudi toleriramo marsikatero pomanjkljivost. Fajn poslušati, jele? Je. A zato nosiš brado? Se ni treba tako teatralno, je, lahko čisto dosti pokimaš, pa ti bo ljudje bolj verjeli, ko je, ne? Ja. In ko se spomnim na tebe, ko ne moreš iz mojega srčka, dleni me dihat na vzpuh. Čakaj, to ne bo vredi, če si dam mleko v viski, ne? Probaj. To v smislu. Sorry. Okej. Ti si bil, ne? Ja, jaz ne. Diši po konceptualno. Jaz sem bil. Znamo, da ni grozno. Toli, evo, za Rudija. Jaz smo ga rodili v pičko vatno. Ma se je splačalo, evo. Se je. Nekaj boš malo reči DVD-om. Ja. Daj, samo eno stvar pazi. Tam, ko jaz napovedujem, ne pol še ti. Vredo, zmeno. Pa če se mi zdi, da bi še jaz nekaj dodal... Ja, pa glih tam ni mus! Za odložen. A se ne bi pa pusto nožko? Skam, brač. Mali, pokaži, jak se ogreveš. Sklepni del večera, predstavljamo vam grevanje. Iva, nesliva,
otrocima. Vivo! Kako je življenje? Kako je življenje? Čisto jemo na glas! Kako vidite prihodnost rock'n'rolla na slovenskih tleh? Lahko, nadomestno vprašanje. Je še en pljunek v skledu samokritičnosti, če smo mi eni najbolj prepoznavnih sestavonoš slovenskega rock'n'rolla, to res niso dobri časi za rock'n'roll. Zanimivo, ne? Pravzaprav imate izjemno pronicljive štikle, ne? Ne vem, odkot mi občutek, da se vidva pa kljub vsemu sramujeta dejstva, da sta oba intelektualca, ne? Zakaj danes tudi generalno se biti intelektualc ni zdaj ravno neka stvar, ki bi jo človek upešal na velik zvon, ne? Ugled intelektualca je zelo v mojem slovenskem prostoru, ampak jaz sebe tudi ne smatram to zadevno na ta način, ne? Jaz pa njega kot intelektualca dojemam. Me dojemaš, ja. Pa v obratni smeri. Jaz pa tebi kot razumnik. Saj ni treba vsega objaviti, ne? Zdaj mora iti pa Lula, čakaj. Čakaj, resno? Samo to zrihta hitro. Ja, to hitro zrihta. Sem slišal, ja, brez rok tudi. Ne, to je pa on. Pod vodi Rogatec, rojstni kraj največjega slovenskega rock benda. Deja vu. Tu bomo Robija oddali, gremo pozdraviti gospod Rozo, Robijova mamo. Robi ima bolj družinsko srečanje. Bravo. Ja, zdaj nas pa lahko pozirajo. Da boste slikali Bravo. Samo zdravja. Happy birthday to you. Ti si najmlajši, pa najlepši. In najbolj jeben, Pa najlepši, ne. Najlepši tu. Najmlajši, nisi najlepši, sem pa zvešta v pizdu mater. Socialna familija, mi so tudi... Pol imamo neki koncert tam v Krškem, ali bo ali ne bo, v glavnem mi smo fajn imeli. Pol metra snega pa -16, to ni neka ovira za rock'n'roll. Vi se meni, ko pravi rocker, kot da špila v bendu je. Tako si se zmenil dober, je flik. Pa ne da špila v bendu, še video spotu špila, satan. Je že komu slabo? Verjetno Rudijo je kilo pa pol mesa pojedel danes. Jebi ga, vsak ti zabave, si pač mogoče mal drugač spojen. Vse, ki so babe, pridejo v težave, da pa se vprašaš, kdo je bolj navden. Da pa se vprašaš, kdo je bolj navden. Jebi ga, vsak nima denarja, ena to bi mogel misliti malo prej. Bi šel za advokata, za farja, ali pa bi švercal koga kurca preko mej. Ali pa bi švercal koga kurca preko mej. Kot rečeno, še en komad, ki ga v Krškem še nikoli nismo igrali, z Nove Plote, Čista jeba, komad Moje muze! Moje muze, dobre muze, kak ste se izgubile, ste se čisto polenile, ste po težu se zlomile, so vas leta poredila, so vam deca sok izpila, deci polomili krila, vas posoda je pomila, ki so iskrice v očeh, tam izginuje ves svet. Pa ste kdaj še pozvonile moje
za silo, vas je mali, vas na koščke razcefrali, zatajili, zavahali, za drobižo pest prodali, zatajili, zamolčali, ne bi smeli, nismo znali, kje so iskrica v očeh. Moje dobre stare muze, stare muze, stare muze, ki ste moje dobre muze. Yes, looking at the zelo. Po sprehodu, čez tvoje telo in krok sebe razmisli. Več pega, pa bi nekoč tako prepoznala. In sem sebi ostala najboljši sovražnik. Šalalali, šalalala, življenje je praznik. Praznik, praznik, praznik. Če po eni strani ne tajimo nekih svojih pogledov na svet, kar je za moje pojem edino iskreno, da govoriš o tem, kar verjameš in kar sam čutiš, dejansko za teksti ne želimo naše poslušalce segmentirati na levičarje, desničarje. Ravno, ker smo na tej poziciji, ker imamo to priložnost, ta privilegij, da dejansko na nek način vendar vplivamo na ljudi. Kakorkoli že, moramo s tem ravnati zelo odgovorno in zelo previdno in dejansko ohraniti spoštovanje do ljudi, ki imajo različne poglede na svet. Vse dokler gre za neko sobivanje, neko druženje, neko strpnost in dokler si ti ljudje, me popolnoma ne zanima, koga ljudje volijo, katerega Boga volijo oziroma ne volijo, jaz mislim, da se lahko vsi najdejo, ki jim je všeč ta muzika, se lahko najdejo na naših koncertih, se imajo skozi zelo lepo. Pri toliko delitvah Sloveniji ne bo vsaj rock'n'roll tega obvarovan. S harmoniko vredno, zakaj ne?
A gremo še enkrat? Jaz bi.